Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. V tokratni oddaji se bomo malce sprehodili skozi bogato dediščino, pa tudi skozi bogato vsebino Zasavske ljudske univerze. Z nami je direktorica Zasavske ljudske univerze, Polona Trbušak. Dober dan. Živja. Živja. Pa bova začela najprej pri jubileju. 60 let je pa kar res lepa doba. Seveda, daleč od tega, da bi bili vi 60 let v Zasavski ljudski univerzi, ampak nekaj let v Zasavski ljudski univerzi pa verjetno že kar štejete, ne? Ja, jaz osebno sem na Zasavski ljudski univerzi že 20 let, drugače pa 60-letnica je bila lansko leto. 60 let Zasavske ljudske univerze v bistvu pomeni tudi 60 let nekega organiziranega izobraževanja odraslih v Zasavju, tako da to je pomembna obletnica. Leta 1959 je bilo ustanovljenih večina ljudskih univerz po Sloveniji, tako da lansko leto smo praznovali skoraj, mislim, da vsi, še k sreči, ker letos ne bi mogli, če bilo to letos, ne. Tako da prireditev je bila lansko leto novembra v Delavskem domu, poimenovali smo jo Učenje je potovanje in tudi poskušali skozi zgodbo, skozi program pokazati to moč in radost učenja, uspešne zgodbe naših udeležencev, tako da bom rekla, prireditev kot taka je bila, bom rekla, res lepa, sodelovalna, povezovalna in tudi nekako dala se mi zdi tak pozitiven vtis o nas, širši lokalni skupnosti. No, nekaj je ostalo tudi v tej obletnici, ne samo posnetki, ampak tudi moč in radost učenja. Ta brošura oziroma revija je šla ob sami obletnici, verjetno kar precej lepo sprejeta, ne? V bistvu poigravali smo se z mislijo, a bi izdali kakšen zbornik, potem, ko smo začeli brskati po arhivih, smo ugotovili, da nimamo zadosti materiala, tako da smo se odločili za tako, bom rekla, simpatično, krajšo verzijo časopisa, preko katerega smo potem pokazali, kdo smo, kaj počnemo, na kakšen način in tudi predstavili uspešne zgodbe naših udeležencev, ki lahko so zgled tudi kakšnemu drugemu. No, uvodoma ste dejali, da se je nekoč imenovala ljudske univerze, so se to imenovale. Verjetno se je to potem spremenilo, pa je postalo, ne vem, Zasavska ljudska univerza, potem kakšna druga. Kako je šlo to? Jaz se spomnim, v teh 60 letih smo se menda 7-krat premenovali, ne. Ljudje nas še zdaj poznajo pod imenom Delavska ljudska univerza, ne. Potem smo bili Revirska ljudska univerza, od leta 2000 dalje smo pa Zasavska ljudska univerza, ker so naši ustanovitelji vse 3 zasavske občine in nekako bilo logično, da smo iz Revirska se potem premenovali v Zasavsko ljudsko univerzo. Je bilo vedno tako, vedno samo 3 zasavske občine? Ja, vedno. Kakšno je pa sodelovanje med različnimi temi področnimi zasavskimi ljudskimi univerzami oziroma Zasavsko ljudsko univerzo, pa mogoče s kakšno drugo? Je tega sodelovanja veliko v kakšni drugi regiji? Ljudskih univerz je v Sloveniji, mislim, da 35-39, no. Pred časom smo bili v Zvezi ljudskih univerz, zdaj zadnjih 10 let smo pa v Združenju izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, znotraj smo 10 ljudskih univerz, zelo dobro sodelujemo, ogromno se povezujemo, si pomagamo, izmenjujemo dobre prakse, izkušnje, tako da tudi v tem času te korona krize je ta, bom rekla, suport združenja bil res zlata vreden, no. Kako se je pa število zaposlenih skozi leta gibalo? Verjetno je zdaj več zaposlenih, kot jih je bilo ob sami ustanovitvi, ali ne? V začetku, kakor se spomnim, ko so sodelavke povedale, so bile to neka manjše število zaposlenih, potem je bilo pa nihanja so bila, odvisno od programov, odvisno od količine dela, tako da zdaj zadnjih 5-6 let nas je 8-9 zaposlenih, plus 2 zaposlitvi preko javnih del. Je pa to vezano potem tudi na projekte, tako da upamo, da se nam bo zgodil spet kakšen črn scenarij, da te projekti padajo, ker potem tudi pade število zaposlenih. Tako da niso vse zaposlitve za nedoločen čas, od teh 9 redno zaposlenih so kar 4 zaposlitve za določen čas, se pravi, ki so vezane na projekte. Pa če se ne motim, bolj kot ne ženski kolektiv, ne? Od tistih zaposlenih. Različno je bilo, v preteklosti smo imeli tudi, bom rekla, moške, moj predhodnik, gospod Tone Bezgovšek, izjemen direktor, je bil, res nam tak zgled pozitiven.
Tako da takrat smo se okrepili z moškimi, potem smo imeli v prehodnih obdobjih nekaj kolegov preko javnih del, ko so bili tudi fantje, no. Nekaj časa smo bili brez, zdaj imamo pa spet 2 sodelavca, čisto bom rekla sveža od letos, tudi zaposlena preko javnih del, tako da smo zdaj malo mešana energija, mešan kolektivno. Zdaj, verjetno v tistih prvih letih je zelo veliko izobraževanja bilo usmerjenega tudi v to, da so ljudje dokončali osnovno šolo, potem se je pa verjetno to kar precej nadgrajevalo. Verjetno najprej za poklic, pa potem za kakšno višjo šolo. Ja, ko smo v bistvu brskali po teh arhivih, kako je ta razvoj šel, smo v bistvu presenečeno ugotovili, da vse tisto, kar so delali že pred 60 leti, tudi na nek način tudi zdaj delamo, no, v neki taki bolj sodobni obliki. Drugače so pa v bistvu bile ljudske univerze namenjene suportu občanom, se pravi, so izvajali tiste programe, za katere so bile potrebe. Recimo en primer, ko smo ga našli, ne vem, kako se molzejo krave, so imeli predavanja, pa kako se vrtnari, pa ne vem, kaj mora delati, recimo, kaj mora ženska vedeti o sebi. Bile so javne tribune, delavnice, seminarji in tako naprej, predavanja. Potem tam mislim, da v 80-ih letih, 70-ih, 80-ih letih pa je šlo potem v razvoj teh programov za pridobitev poklica, formalne izobrazbe, se pravi dokončanje osnovne šole, srednje šole. Tako da to je bil ta, bom rekla, del, ki je bil tudi zelo pomemben, ker konec koncev ogromno odraslih Zasavčanov je imel na tak način preko Ljudske univerze možnost dobiti višjo stopnjo izobrazbe, si zamenjati poklic, se prekvalificirati in s tem tudi v bistvu dobiti možnost za boljšo službo, tudi boljše življenje konec koncev. Čeprav so v Zasavju šole, kjer se izobražujejo za različne poklice, sploh prej, ko je bilo veliko industrije, pa je bilo vseeno izobraževanje Zasavske ljudske univerze tudi veliko povezano z samo industrijo, so potrebovali, ne vem, električarje, strugarje, pa so se takšni programi odpirali. Tudi, bili so programi, ne vem, za viličariste, za voznike, ogromno je bilo teh programov za prodajalce, recimo, ki so se prekvalificirali, predvsem v tistem obdobju 90-ih let, ko so te velike firme propadle po Zasavju, takrat je bilo ogromno teh prekvalifikacij, no. In tudi, ko sem jaz prišla na Ljudsko univerzo leta 2000, so bili ti oddelki, recimo trgovec, ekonomski tehnik, prometni tehnik, takrat res polni, to so bile močne skupine, po 30 ljudi v vsakem oddelku, ne vem, po 5 oddelkov, recimo iste vrste, ne. Zdaj je situacija, bom rekla, čist nasprotna, zdaj imamo neke take butične skupine, male skupine teh programov in te, bom rekla, formalni programi za pridobitev javno veljavne izobrazbe so počasi v zatonu. Je mogoče čisto statistično, je kakšen ali pa bolj kot tudi mogoče anekdota, kdo, ki je tu opravil recimo osnovno šolo, potem poklicno, pa še potem naprej tehnično, pa še kaj naprej, pa mogoče kdo pa je bil najstarejši, ki je uspešno opravil? Je teh podatkov kaj? Teh podatkov nismo spremljali, zagotovo so, no, tudi jaz rekla, poznamo v teh letih ljudi, ki so šli od osnovne šole pa do srednje pa še kaj naprej, no. Tako da bi pa lahko rekla, kdo je bil tisti, ki je zdaj še najstarejši, naš udeleženec, pa težko rečem, nimam tega podatka. Ni pa starostnih omejitev, ne? Ne, starostnih omejitev pa ni, se pravi, Ljudska univerza je za vse generacije, se pravi, od tiste dobe odraslosti, sicer uradno smo mladi do 29 leta, ne? Drugače se pa pri nas opisuje od 16 leta naprej, se pravi, v osnovno šolo se gre pri 16 letih že lahko, pa potem do 50, 60, 65 plus, tudi več. Ti starejši zdaj se v glavnem vključujejo v programe večgeneracijskega centra, tudi tam imamo tudi precej, bom rekla, starejših sicer po številkah, po srcu, po motivaciji, po strasti do učenja so pa zelo mladi ti naši udeleženci. No, kaj pa se še v tej stavbi poslovni center Graščina, ki ni v vaši lasti mimogrede, nekoč so pa bili tu rudarski inženirji, tudi, ne? Kaj pa se še sploh izvaja poleg tega, kar ste že našteli? Naših programov? Tako, vaših programov, seveda. Kot sem rekla, formalni programi so nekako v upadanju. Mi smo se že pred leti, se pravi, že moj predhodnik, usmeril na projekte, se pravi, da smo iz različnih razpisov, nacionalnih in pa evropskih, pridobili sredstva, da lahko izvajamo programe
za različne ciljne skupine. Se pravi, zdaj že praktično ni programa, ki ga ne bi imeli in ne bi bil brezplačen za ljudi. Se pravi, za starejše, za priseljence, za zaposlene, za brezposelne, skratka, za cel spekter teh tako imenovanih ranljivih ciljnih skupin smo razvili programe in potem imajo ljudje možnost se vključevati. In pridobili sredstva, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, tako da praktično ljudje ne plačajo za izobraževanje nič, plačajo svojim časom, svojo energijo, z motivacijo. Je pa res, da kljub temu, da so stvari brezplačne, niso vrste pred našimi vrati, no, tako da se moramo res za vsakega udeleženca kar potruditi, da jih pridobimo, da jih navdušimo, da jih motiviramo, da jim svetujemo, zakaj je dobro se učiti v različnih življenjskih obdobjih. Se mi pa zdi fajn, no, da so zdaj odrasli, pa tudi tisti malce starejši, prepoznali učenje kot eno izmed sredstev za ohranjanje zdravja pa vitalnosti. Ne? Tako, ko je treba mišice trenirati, tudi zdaj možgančke trenirajo v naših programih in sami potem povejo, da jim to koristi, da so aktivni, da tudi tako delajo na krepitvi spomina in to je tudi eden od razlogov, da radi prihajajo k nam. Poleg tega, da pač pridejo, se družijo, poklepetajo, pa se imajo tudi fajn. Ne? No, jaz vem, da sem lani sodeloval v eni od skupin študijskih krožkov. Tudi to je zelo živahno v sami Zasavski ljudski univerzi. Kar zadnja leta, ne? Ja, študijski krožki so ena neformalna oblika učenja, malce drugačna, manj strukturirana, kot so recimo tečaji, seminarji, predavanja. Tukaj udeleženci soustvarjajo, sokreirajo vsebine. Mi dolga leta teh krožkov nismo izvajali, lani smo prvič pridobili 5 krožkov na razpisu, vsi so bili uspešni, dobro obiskani, za leto, se pravi za naslednje šolsko leto, pa še v bistvu ne vemo. No? Tako da zdaj ta razpis je bil zaenkrat ustavljen, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo po tej koroni. No? Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. No, potem je pa prišel ta čas koronavirusa, epidemije, pandemije in lahko rečemo, vse se je postavilo na glavo, ne? Ja, res je, vse se je postavilo na glavo. Mislim, da si nihče ni predstavljal, kako bo te stvari tekle. Mi smo sprva tako mislili, bomo pač porabili star dopust, mogoče kakšen izredni dopust, pa se vrnemo nazaj v tisto, bom rekla, situacijo, ki je bila pač prej. Pa smo pa zelo hitro ugotovili, da temu ne bo tako in smo se prav na pobudo združenja direktorji 10 ljudskih univerz odločili, da kljub temu, da so nas fizično zaprli, se pravi 16. marca nas je Ministrstvo za šolstvo zaprlo, tako kot vse ostale šole in vrtce, smo se odločili, da nadaljujemo z delom na daljavo. Se pravi, zaposleni so bili doma, delali od doma in smo poskušali čim več programov izpeljati na daljavo. Tisto, kar seveda se je dalo. Tako za starejše, kot za zaposlene, za brezposelne. En del programov smo morali prekiniti, ker se pač ni dalo izvesti, ne? Posebej v tistih skupinah, ki smo ugotovili, da udeleženci nimajo te tehnologije, računalnika, telefona, interneta in tako naprej. Tam smo prekinili, kjer je pa le bilo možno, smo pa potem jih preusmerili na učenje na daljavo. Bilo je kar zanimivo, no? Predvsej je bilo tako, malo smo se tudi mi bali od začetka, neke zmede, strahu, neke nemoči je bilo čutiti sprva, no? Mogoče prvi, drugi teden. Potem pa smo se kar lepo navadili, se naučili, tako da zdaj tudi zaposleni obvladamo vse te tehnike od Zooma, Webexa, Skypea, video nadaljavo, tako da zdaj ti bom rekla, konference nadaljavo, to teče zlahka. Tudi ocenjevanje mimogrede? Ocenjevanje ni bilo nadaljavo, no, ocenjevanje je bilo, oziroma pač bo zdaj po tej sprostitvi za odrasle v živo, ker lahko potem tisti, ki končujejo zdaj te šolske programe in se pripravljajo na maturo, bojo te ocene še pridobili v živo. Nekaj malega jim je ostalo do konca, tako da to bo šlo v živo, kar je nekako tudi, bom rekla, lažje za njih in za nas. No. So predavatelji na eni strani, pa potem slušatelji na drugi strani pogrešali drug drugega? Ja, seveda, ja. Pogrešali smo drug drugega, tudi sodelavke smo se pogrešali med sabo in tudi zdaj, ko smo bili v stikih, se pravi, naše punce so bile zelo veliko v stikih, po telefonu, po elektronski pošti, preko Zooma v stiku z udeleženci. Vsi so v bistvu spraševali, kdaj bomo pa lahko prišli nazaj, ne? Ampak
takrat teh odgovorov še pač ni bilo. No. Tako da čakajo, eni bolj, eni mičken z zadržkom, eni so bolj previdni, no, tako da bomo verjetno v tem času po 18. maju naredili neko kombinacijo. Del programov bo ostal nadaljavo, se pravi preko Zooma, preko teh drugih orodij, del se bo pa potem vrnil v učilnice. Nekaj pa je verjetno kakšen program, nekaj programov vprašljivih, ravno zaradi koronavirusa. Programi, ki so, tako bom rekla, pod vprašajem, so zagotovo ti tečaji za priseljence, ker smo ugotovili, da pač kar precej je bilo takih, ki niso imeli teh možnosti uporabe teh tehnologij. No. Vmes, ko smo se zapirali, smo odpovedali kar nekaj programov za brezposelnih, ki so bili že dogovorjeni z Zavodom za zaposlovanje, se pravi, prekinili smo, oziroma nismo začeli z viličaristi, pa socialnimi oskrbovalkami, pa tečaj ZUP-a je odpadel, tako da kar en del teh programov je odpadel, ker še v bistvu se niti ni začel. No. Pa študijski krožki verjetno Študijski krožki tudi nismo zaganjali, ker niso bile stvari jasne, oziroma tudi ne samo zaradi korone, tudi zaradi tega razpisa ministrstva. No. Pa teden vseživljenjskega učenja je odpadel. Ne. Ja. Prvič po 25 letih. Teden vseživljenjskega učenja bi letos praznoval v maju 25 let, ne, in mi smo bili vsi pripravljeni, da bo to zdaj tak in sploh dogodek, ko bomo res se pripravili na to praznovanje. Žal so se te stvari vse, te aktivnosti prekinile. Zdaj planiramo, če bo vse tako kot treba, da se bojo potem te zadeve odvijale v jeseni, se pravi v septembru, tam med 9. septembrom pa 10. oktobrom, kolikor bojo pač razmere dopuščale. Če bodo res, ne? Ja. Pa bo takrat potem 25 obletnica, ne? Računamo, da bo. Kako pa je s financiranjem Zasavske ljudske univerze? Zdaj, glede na to, da ste gostujoči v tej stavbi, je verjetno bilo potrebno tudi v tem času plačevati najemnino. Ja, seveda, računi so prihajali normalno. Mi smo sicer delali naprej po projektih, tako da računamo, da bomo en del sredstev iz teh projektov dobili. Drugače pa Zasavska ljudska univerza, sicer smo res javni zavod, javni kot javni uslužbenci, vendar si moramo denar za plače prislužiti sami. To pomeni, da je pač naš prihodek, so šolnine, tečajnine, vkolikor so, in pa potem narejeni projekti. Ne. Se pravi, mi moramo denar za plače zaslužiti na razpisih, ki jih moramo dobiti, oziroma na projektih, ki jih dobimo na javnih razpisih. Ne. Se pravi, če mi programov ne izvedemo po projektih, potem tudi denarja ni. Ne. Vas je prvi koronski pa drugi koronski paket kaj ujel, kaj pobožal? Sploh ne, tako da nismo nič iz tega paketa, to ni bilo za nas. No. Tudi če ste imeli koga na čakanju v tem času? Imeli na čakanju, ampak ker smo, kot sem rekla, javni zavod, ker imamo kljub temu, da pridobivamo sredstva na razpisih, pretežni del javnih sredstev, do tega nismo bili upravičeni. Kaj pa do kakšnih nagrad? Nenazadnje so malce drugačne razmere v tem času bile za zaposlene? Zaenkrat, če ne, sicer zdaj se neke možnosti kažejo za pač po zakonu, da se potem izplača nek manjši dodatek za zaposlene, ampak je tako, bom rekla, so stvari še odprte. Bomo videli, kaj bo prišlo strani občin, podatke smo oddali, potem bomo pa videli, ali bomo šli v ta izplačila ali ne. Bom pa tako rekla, moji zaposleni, spravi naši zaposleni so garali, no. V tem času so garali, konec koncev smo se vsi soočali z neko novo situacijo, z novimi razmerami za delo, drugače stresnimi, kot so v pisarnah. En kup ljudi smo morali naučiti nekih novih veščin, jih spraviti na te sodobne tehnologije, uporabe teh spletnih aplikacij za delo nadaljavo, tako da ni bilo enostavno. No. Ob dejstvu, da imajo punce, ne vem, male otroke, šolske otroke, ki so jim pač pomagali tudi se učiti nadaljavo, tako da ni bilo enostavno. No. In z tega vidika bi rekla, da si krepko zaslužijo ta dodatek. No, ko smo v prejšnji oddaji se pogovarjali z direktorjem zdravstvenega doma Trbovlje, Denisom Tomšetom, je med drugim dejal, da je veliko navodil prihajalo dnevno, tudi včasih iz istega ministrstva, ampak kar nasprotujoča, ne, kar malce zmede. Kako je bilo pa tu, kar se Zasavske ljudske univerze tiče, so bila navodila tistih služb, ki so nekako pristojna, prava, jasna, tudi zdaj, recimo za ponedeljek? Pravočasna niso bila, no. Pač
smo dobili priporočila, navodila, tako kot recimo ostale šole, kar precej smo se lovili okrog teh navodil. No. Lahko povem, da smo navodila, kako naj bi izvajali projekte nadaljavo, dobili po mesecu in pol, ko smo že recimo delali ene stvari, tako da ni bilo jasno in tudi nekih eksaktnih odgovorov, kako postopati v določenih situacijah, kaj ja, kaj ne, kako dokazovati, kako stvari spremljati, ni bilo. No. Jaz verjamem, da pač to ni bilo namenoma, tudi verjetno sami skrbniki pogodb niso imeli teh informacij, teh izkušenj. Tako da mi smo se zorganizirali znotraj združenja, si pomagali, se pogovarjali dnevno in potem tudi iskali neke rešitve, kako stvari zapeljati, da bojo pravilne, korektne in tudi potem dokazljive napram financerju. No. In če se malce pošalim, če smo v vojni z koronavirusom COVID-19 zmagali, smo ga pregnali, torej ga ne bo več, vsaj do konca leta, kaj se bo vse potem po tistem normalnem programu izvajalo v Zasavski ljudski univerzi? Ja, mi računamo, da bomo vse te programe, ki smo jih zdaj pač nekatere prekinili, da bomo nadaljevali, da bomo jeseni normalno lahko vpisali udeležence v srednješolske programe, v osnovno šolo, da bomo izvedli aktivnosti tedna vseživljenjskega učenja, da bomo lahko šli na kakšen zgledovalni obisk zaposleni, da bomo lahko potem tudi vse te mobilnosti, ki so bile odpovedane, Erasmus mobilnosti, izvedli, se pravi šli v tujino. V tem času smo tudi priglasili oziroma prijavili nekaj novih Erasmus projektov, no, da računamo, da bomo tudi te aktivnosti lahko peljali potem naprej. Kar se pa tiče poletja, si želimo, upamo, da bomo lahko izvedli počitniške aktivnosti za otroke v sklopu večgeneracijskega centra, ampak bomo videli, no, to so stvari, ki so še tako odprte, imamo pa plan A, pa plan B, ne, kaj, če bo vse ok, pa kako bomo postopali, če bo pač šlo po tistem manj dobri varianti. No. Ste optimistka? Ja, jaz sem optimistka. Verjamem, da bodo se stvari umirile, da ima Slovenija srečo, da imamo v Zasavju srečo, da imamo mi kot Ljudska univerza srečo, da bomo nekako premagali te viruse, se dvigli na neke višje frekvence in prav je, da tudi tisti, ki se bomo nekako prilagodili, šli v neke druge poglede, drugačne fokuse, da bomo tudi nekako lažje to korono premagali. Koliko časa traja vaš mandat direktorice Zasavske? 4 leta. 4 leta. Vsake 4 leta pa vmes tudi še kaj predavate? Ne, to pa ne. Pa ste kdaj? Sem sicer na Ljudski univerzi, leta davnega sem predavala na srednji šoli, no en kratek čas, drugače se pa bolj znajdem oziroma ljubše mi je ta vloga organizacije, skratka tega vodenja odraslih na poti vseživljenjskega učenja. Zdaj, počasi sva ob koncu oddaje, je kaj takšnega, kar sva pozabile omeniti oziroma ste pozabili omeniti, pa bi bilo mogoče za konec dobro? Ja, zagotovo sem kakšne stvari spustila, no. En kup projektov, ki jih nisem danes navedla, ki bi tudi bili, bom rekla, pomembni, da jih pač povem, ampak mislim, da vsega pač ne moramo povedati. Bi pa tako rekla, zahvalila bi se v tej priliki za podporo, se pravi vsem sodelavcem, sodelavkam, zunanjim predavateljem, učiteljem, prostovoljcem, mentorjem, da so nam prišli nasprot, da so nam pomagali, da smo lahko te aktivnosti speljali. V tem času smo tudi ogromno naredili na svojem razvoju, šli v izgradnjo spletnih učilnic, razvili neke nove pristope za učenje, za svetovanje, za delo, za promocijo, tako da verjamem, da bomo šli v jesen pogumnejši, opremljeni z novimi znanji, kompetencami, da tudi, če se karkoli nam še zgodi, da bo prehod lažji. Ja, potem pa hvala za vse, kar ste povedali, pa jaz upam, da bo še kdaj kakšna priložnost, da poklepetava. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.